Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva. V občini Braslovče zaključujejo nekaj pomembnih naložb. V mestni četrti Lava odprli razstavo Moje mesto, mestna četrt Lava. Celjski nogometaši jutri v Jerevanu proti Pjuniku. Špica bo zadnji avgustovski konec tedna gostila člansko državno prvenstvo v slalomu. V občini Braslovče, kjer se sicer še vedno ukvarjajo s sanacijo po lanskoletni poplavi, trenutno teče kar nekaj projektov tudi na drugih področjih. Tako sta tik pred realizacijo izgradnja zdravstvene postaje in športnega parka v Rakovljah, celostno pa so se lotili tudi urejanja podzemnih vodov in cestišča v delu naselja Gomilsko. V poletnih mesecih je v občini Braslovče odprtih kar nekaj gradbišč, saj na različnih delih občine urejajo komunalno infrastrukturo. En takih je na Gomilskem, v okviru katerega praktično bomo zgradili od kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, optičnega omrežja, elektriko bomo dali v zemljo tam, kar je to potrebno, in rekonstruirali cestišče. Vezano na to imamo še potem izgradnjo novega vodovodnega omrežja v zaselku, mi rečemo Karpati, v Podvrhu, blizu Kamenč. Potem imamo v izgradnji 2 cestna odseka v dolžini vsakega po kilometer, na Dobrovljah enega in pa drugega od Podvrha proti Dobrovljam. Zdajle začnemo z deli tudi obsežnim rekonstrukcijo cesto, ki je popolnoma uničena, prav tako na področju Podvrha Žovneka. Celoten naložbeni paket občine je trenutno vreden več milijonov evrov, dela na Gomilskem, od koder so tudi naši posnetki, pa bodo stala okoli 400 000 evrov. Nekoliko bo v času gradnje tu oviran tudi promet. Na Gomilskem imamo ustrezno urejen obvozno pot. Hvala Bogu nam nekako tudi poljska pot, ki smo jo ustrezno sanirali, do te mere to omogoča. Tako da zagotovo bo overen, si pa želimo, da v čim manjšem obsegu. Kot dodaja župan, so zadovoljni, da lahko kljub sanaciji po lanskoletni poplavi istočasno izvajajo projekte tudi na območjih, ki takrat niso bila tako prizadeta. Tik pred realizacijo pa sta še 2 večja projekta. Zaključujemo javno-zasebno partnerstvo projekt, da izberemo izvajalca in pa v bistvu začnemo z izgradnjo zdravstvene postaje Braslovče. To v bistvu v zgodovini še nismo imeli. 2 leti nazaj smo prišli do prvih ambulant družinske medicine. Zdaj zadeva se do te mere razširila, da praktično gradimo svojo zdravstveno postajo v Rakovljah. Smo praktično pri koncu z razpisom izvajalca za športni park v Rakovljah, vreden projektantska ocena 2 800 000. Tukaj čakamo tudi sklep države o sofinanciranju v višini 1 milijon evrov. Verjamem, da bomo pri tem uspešni. Vrednost izgradnje zdravstvene postaje bo znana, ko bo izbran izvajalec, gre pa tu za večmilijonsko naložbo. V občini v zadnjih mesecih v sklopu projekta Rune pospešeno teče tudi izgradnja optičnega omrežja. Na ploščadi pred mestno četrtjo Lava v Celju so odprli razstavo na velikih panojih, ki nosi naslov Moje mesto, mestna četrt Lava. Muzej novejše zgodovine Celje na njej prikazuje razvoj tega dela mesta skozi čas. Sočasno z razstavo so v tej celjski mestni četrti postavili tudi legendarni kiosk K67. Zanimivo razstavo na velikih panojih pri mestni četrti Lava v Celju na ploščadi med marketom in lekarno so na ogled postavili v torek 20. avgusta 2024 ob 18. uri. Na njej pa pod naslovom Moje mesto, mestna četrt Lava, Muzej novejše zgodovine Celje na izjemno dojemljiv ter atraktiven način predstavlja razvoj te mestne četrti v Celju v novejšem obdobju. Avtorica razstave je diplomirana zgodovinarka, kustosinja Muzeja novejše zgodovine Celje Darja Jan, ki nam je nekaj več o ideji in namenu te razstave povedala. V bistvu smo mi v muzeju, imamo bogato fototeko zgodovinsko po letu 1945 in jaz skrbim za to fototeko in meni je bil izziv, da
v bistvu te posamezne mestne četrti v Celju in tudi krajevne skupnosti nekako obudimo to nostalgijo, kako so nastajale, kakšno gradivo mi hranimo, kako se je to pojavljalo, kako so nastajali bloki, šole, vrtci in vsa druga infrastruktura, in smo rekli, da bomo pripravili razstave pač zunanje in jih kar postavili v te mestne četrti ali krajevne skupnosti. Ponujeno idejo Darje Jan o postavitvi razstave v mestni četrti Lava je njeno vodstvo z obema rokama takoj sprejelo, saj vidi v njej izjemno dokumentarno vrednost ohranjanja in predstavitve zgodovinskih dogodkov nastajanja ter razvoja mestne četrti Lava v Celju, kot nam je poudaril njen predsednik Marjan Tržan. Ta razstava je nam velikega pomena, posebej zato, ker bomo lahko videli, kako je ta naša mestna četrt izgledala pred 70 letim, pred 40 letim ali pa kako izgleda danes. Na nastankih leta 1970 recimo mene ni bilo pored, ampak bili so starejši občani, ki so že tu dolg, zato upamo, da si bojo tole razstavo ogledali, da obudijo spomine na začetek in da vidimo, kje smo zdaj v tem sodobnem času, kako smo opremljeni, kako se je razvila Lava. Obenem pa bomo na tej razstavi pozivali ljudi, da nam prinesejo še fotografij, da prinesejo svoje mnenja, da malo več povejo, da bo muzej to ohranil in da mogoče čez leta 2-3 zopet naredimo, da vidimo, kaj smo zbrali v zgodovini Lave. Ob razstavi so na Lavi na ogled postavili tudi legendarni kiosk K67, ki so ga v centru mesta že predstavili. Sedaj pa tudi potuje po celjskih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, kjer je in še bo Muzej novejše zgodovine Celje pripravil niz podobnih razstav. Pomembno pa je, da ob razstavi muzej zbira dokumentarno in fotografsko gradivo ter beleži pričevanja posameznikov o zgodovini in razvoju posameznih celjskih sosesk. Tako se ta zgodba razvija tudi nadalje. Vsako leto pripravite 2-3 razstave v posameznih delih Celja in hkrati s tem pa želimo tudi zbrati fotografsko gradivo še dodatno, da še obogotimo naše fototeke. Predvsem pa bomo tudi poskrbeli za en ustni vir, še dodatno zbiranja zgodb, kako se je življenje odvijalo v tem mestu, ker je to zelo pomembno za naše zanamce. Tako da upam, da se bo čim več ljudi odzvalo in pač prišlo tiste dneve, ko jaz dežuram. To bo ob petkih, vsak petek do 20. septembra bom dežurala v prostorih mestne četrti Lava med 9. in 11. uro in upam, da bodo ljudje prišli in sodelovali. Da je takšen način predstavitve in nadaljnje beleženje zgodovinskih dogodkov v posameznih soseskah v Celju izjemno pomembno za mesto in da se pri tem obeta nekaj dobrega, se strinja tudi direktor celjske občinske uprave profesor Gregor Deleja. Res je, v bistvu en tak dogodek potem začne mrežiti nekaj lahko načrtuješ, nekaj je tisti moderiran proces, nekaj pa kar se zgodi spontano. In jaz verjamem, da se bo tudi na tem trgu ob sprehodu skozi razstavo zgodil marsikak spontan dogodek, da bodo ti pogovorni dogodki dobro obiskani in seveda, da bo mobiliziral tudi tale dogodek prebivalce, da bodo delili svoje zgodbe, se jih spomnili, marsikdo bo šel najbrž po mnogih letih v svoje arhive ali arhive svojih staršev, starih staršev brskati in takrat se mi zdi, dobiš tisto nekaj v sebe, kar te spet spomni, da v osnovi si pa pripadnik neke skupnosti in da ena od pomembnejših je ravno tisto ožje okolje, v katerem bivaš. Otvoritev razstave Moje mesto, mestna četrt Lava sta na Lavi pospremila mlada glasbenika, učenca osnovne šole Lava. Nagovorila sta jo predsednik mestne četrti Marjan Tržan in seveda avtorica razstave Darja Jan. O prisotnosti kar nekaj krajanov, direktorja občinske uprave mestne občine Celje profesorja Gregorja Deleja, direktorja Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tončka Kregarja, ravnateljice osnovne šole Lava in podpredsednice Sveta za kulturo pri mestni občini Celje magistre Marijane Kolenko, članov sveta mestne četrti Lava in drugih. Razstava bo na Lavi v Celju na ogled do 22. septembra. Več o razstavi in odmevih nanjo pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje.
Nogometaši Celja bodo v Jerevanu jutri odigrali prvo tekmo play-offa kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del konferenčne lige proti Pjuniku. Srečanje proti 16-kratnim armenskim prvakom se bo v četrtek začelo ob 18. uri. Mislim, da glede na to, kakšno tekmo smo imeli na Irskem, smo nekako se, lahko rečem, dobro pobrali in nekako z Olimpijo dobro tekmo odigrali in so se že videli neke ideje v igri, ki jih trener hoče in mislim, da gre zdaj veliko na boljše. Imeli smo, da tako rečem, dve zaključne žogice, da si nekako to Evropo že prej priborimo, ampak zdaj brez veze gledati nazaj je, kar je in zdaj moramo naprej se fokusirati na Pjunik in da napredujemo v konferenčno. Kakor sem slišal, so zelo veliko tujcev imajo, tako da Brazilcev, Portugalcev, tako da mislim, da so kar dinamična ekipa in da bo kar zanimivo. Tudi za njih bo 35 stopinj in mi moramo delati, kar nam bo trener pač, kar bomo sestavili kot idejo na igrišču in to uresničiti in mislim, da bomo prišli do zmage. Pa mislim, gremo vsako tekmo gremo na zmago. Zdaj, ostati živ je lahko, zgubljaš za en gol, za dva, vedno si nekako živ, ampak mi na to ne smemo gledati. Mi moramo iti tam odigrati čim boljšo tekmo in mislim, če bomo dobro igrali, da bomo tudi prišli do zmage. Kajkanu klub Nivo Celje bo v soboto 31. avgusta na Špici v Celju organiziral mednarodno tekmo v slalomu, ki bo štela tudi za odprto državno prvenstvo Slovenije. Gre za precejšen podvig celjskega kluba, ki je organizacijo uspel pridobiti kljub temu, da je proga na Špici primerna le za organizacijo tekem v mlajših starostnih kategorijah. Kovinotehna firma, v kateri sem jaz čas delal, je imela slogan nemogoče je mogoče. In mi tu na Špici nadaljujemo to tradicijo. Vsakih nekaj let nam Kajakaška zveza Slovenije zaupa izvedbo članskega državnega prvenstva, ki je ponovadi vedno v Tacnu in tak je tudi letos, to je bilo že lani določen. Da pa gremo mi malo naprej, smo mi to razširili na veliko mednarodno tekmo. Do tega trenutka je potrjenih 10 držav, pa verjamem, da jih bo 12. Tako da, kdo je dober, je dober. Ali je v Tacnu, ali na Špici, ali je v Solkanu, ali pa kje v tujini. Tu so vedno najboljši na vrh. To bomo videli 31. avgusta. Jaz pa zagotavljam, da bo to spektakl. Organizacijsko bo to na velikem nivoju. Posneto bo s profi kamerami. 2 skrina bo ta na desnem bregu Savinje. Organizacija bo vrhunska. Na koncu bo Andrej Šifrer s svojim bendom zabaval občinstvo. Tako da mi rabimo samo lep vreme in pričakujem spektakl pred 2000 ljudmi. Celjski kajakaši so zadnja leta 3-krat zapored osvojili naslov ekipnih državnih prvakov. V celjskem klubu si poleg ubranitve ekipnega naslova leto želijo tudi naslova v posamični konkurenci. Absolutno. Mi smo zadnje 3 leta postava Martin Srebotnik, Lanto Minc, Jan Ločnikar, 3 leta zapored smo državni ekipni prvaki v slalomu. Če bi mi to kdo pred desetletji rekel, bi rekel, da je to nemogoč. Seveda je mogoč, ker mi že 15 let intenzivno gojimo slalom. Naši fantje so 5-krat na teden v Tacnu, reprezentanti so po celem svetu. Tada mi znamo slalom veslati, ki se ga pa nismo naučili na Špici, ker žal tu ni divje vode. To je ta dolgotrajna pesem, ki jaz govorim, da moramo na Špici zgraditi progo in jaz vem, da jo bomo zgradili z leti, pa pustimo zdaj to. Tako da računam na moštveno zmago. In če sem malo neskromen, računam tudi na posamezno zmago. Mislim, vsem spoštovanjem do vseh asov, od Petra Kauzerja naprej, Špica je naša in na zadnje je na veliki tekmi tu Pero Kauzer zmago, predtem pa v zadnjih mnogih letih 2-krat Simon Brus, pa 2-krat Martin Srebotnik. Zdaj pa čas, da mogoče naša mladca Jan Ločnikar in Lanto Minc pokažeta, kaj znata na domači vodi na Špici. Prihodnjo soboto, 31. avgusta, naj bi na Špici nastopili vsi najboljši slovenski tekmovalci, vključno z olimpijcem Petrom Kauzerjem. Ja, po zagotovilih, ki jih imam, bodo vsi najboljši slovenski kajakaši, kajakašice in kanuisti in pa še nekaj dobrih kajakašev iz tujine. Žal Giovanni De Gennaro, naš velik prijatelj, olimpijski prvak z Pariza, ne more priti, pa bi prišel, ampak ima ta dan v Valstani v Italiji člansko državno prvenstvo Italije in seveda mora biti tam. Pa računam pa se na neki dobrih kajakašev, tako da tekma bo res spektakularna in vse, ki nas gledate, ni treba, da ste tu na kvalifikacijah, ki se začnejo ob 1, ob 13. uri, ampak pol je moštvena vožnja, so ob 4:30, so moštvene vožnje. Tisti
Češnja na torti je pa v pol 7 finale najboljših kajakašev in kanuistov, 4 kategorije. To bo trajalo približno 1 uro in takrat si pridite pogledati na špico. Verjamem, da bo to en kajakaški spektakel. Jutri bo po večini sončno z nekaj nizke oblačnosti dopoldne, ki je bo nekaj več in se bo zadrževala dlje v hribovitem svetu. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo pretežno jasno in spet nekoliko bolj vroče. To so bili dogodki dneva. Hvala za pozornost, lep večer in ne zamudite naše oddaje znova jutri. Nasvidenje.